Dober dan vsem skupaj. Um, Današnji gost naše petkove Zoom kavice je Milan Šprah. Kot sem ga najavil, knap iz Zlatoličja. Zdaj bodo rekli ljudje, sej v Zlatoličju imajo elektrarno pa Dravo, ne pa rudnika, ampak Milan je začel svojo poklicno kariero kot knap, kot rudar v Velenjskem rudniku in je zgleda, da je teh 300 metrov globine tako pustilo v njegovem srcu, da še zmeri nekako po srcu, še zmeri nekako pripada tisti temi tam v 300 metrov globoko v Velenju. Aj, Milan, aj prav? Prav, to je res. Ne. To je res. No, povej malo, ti si, ko si končal tisto svojo potepuštvo oziroma v Selnici ob Dravi, ti si vpisal v srednjo šolo in si potem v Velenju. Ko se zahvalim danes nekako za povabilo, lep pozdrav vsem skupaj, ki sodelujete. Glejte, vsak ima eno svojo življenjsko zgodbo, Dušan je pač nekakor, da želel bi rekel, da nekakor me povabi v to oddajo, ker sem mlajši, bi rekel, mlajši ne po letih, ampak po težji izgubi vida. Seveda, jaz sem, tako ima vsak svojo življenjsko zgodbo, jaz bom pač, upam, da nam predolg, Tuša takrat me malo stavi, ker seveda težko mogoče bi 45 minut ali pa 50 daš neko življenjsko pot, 75 let star in sigurno imam nekaj izkušenj. No, moja življenjska pot, če lahko tako rečem, se je začela rojen v Mariboru, v Selnici ob Dravi. V družini je nas bilo 6 sinov. Osnovno šolo sem obiskal Selnica ob Dravi, to so vrata v Dravsko dolino, Drava meji na oni strani so Ruše, tukaj Kozjak, na drugi strani pa Pohorje. No, seveda, po končani osnovni šoli sem nekako spremljal, kam pa zdaj. No, in seveda razpis je bil takrat za rudarsko šolo. Kar govori. Za rudarsko šolo Velenje in sem seveda se pač odločil. Oče je rekel, dobro premisli, ampak če si se odločil, nikoli ne nehaj. To se pravi, obvezno moraš šolo končati. No in tako sem jaz mlad fant, nisem še imel 15 let, bil bi rekel iz tega kraja Selnice, malega, v to mesto, ki je bilo pa takrat, seveda leta 63, v največjem razcvetu gradnje pa vsega tega. No, seveda jaz sem to šolo prišel, sprejeli so nas zelo, bi rekel, lepo in korektno in leta 63, tam v začetku septembra, je nas prišlo v prvi letnik rudarske šole 547 učencev prvega letnika. To z cele Jugoslavije. Veste, takrat je Jugoslavija bila kot takšna, ni bilo teh meja in tako naprej, ni bilo držav. In dosti je bilo tukaj tudi, to se pravi, s koncu Štajerske, Haloz, Pomorja, Hrvaške, Bosne in tako dalje. Pa tudi neki tvojih sošolcev iz Selnice, a ne? Tudi tako 3 moji sošolci iz Selnice, kar mi je malo lažje bilo, da sem imel neko družbo. Ti, kaj pa ravnatelj? Ravnatelj je tudi bil, a ne? Ja, ravnatelj, to sem pa imel, rekel, ne srečo, ali pa ne bi imel za to protekcijo, ampak me je veselilo. Ravnatelj je pa bil iz Selnice ob Dravi, Drago Pečnik te šole in je bil ponosen, hitro je zvedel, verjetno tam videl po podatkih, da jaz izvira Selnice, pa še drugi 3 nas poklica, rekel, da je zelo ponosen in srečen, da z njegovega rojstnega kraja smo prišli v to šolo, ne, in upa, da bomo to mi uspešno končali. A to je res, ja. Ta ravnatelj, če smo že pri tem, je pa imel ženo, to se pravi, ki je bila pa sestra Nesla Žganka. Kdo Velenje pa zgodovino malo slišal pa poznal, to so rekli, da je oče Velenja, on je bil takrat direktor rudnika, pol je pa bil, mislim, predsednik občine, kar menda skoraj pa pozneje župan 20 let. Tako da danes je pokojen, ima pa spomenik v Velenju, so mu postavili ravno v tem za čast razvoja, ki je nekako rekel kot oče Velenja. No, toliko mogoče samo za to. Dobro, mi smo potem seveda začeli pogoje, če lahko rečem, smo imeli v Velenju čudovite.
Začeli smo, seveda ti domovi so bili novi, samski dom tukaj in prvi letnik smo se prehranjevali v hotelu Paka. Velenje, to je znan hotel, še danes je, samo ima neko drugo vlogo. In smo tam se prehranjevali, skratka, šola je bila blizu in seveda takrat si bil, bi rekel, 5 mesecev približno v šoli, 6-7 mesecev pa si bil v Rudniku, kar je dober način. Poslušaj, to malo prekinal. Jaz sem zadnjič prebral, ko ste vi hodili v hotel, se je nekdo pritoževal, da ste grdo delali s kruhom, da ste se s kruhom obmetavali, je nekdo napisal. Tudi možno, gledaj, jaz tega nisem, ker se veste, da smo v družini le 6 sinov, nas je bilo oziroma 5 mojih bratov. Ne, sej nisem rekel, da si ti... Je pa možno, gledaj. Izobilje je bilo tega, se veste, zdaj priti v en taki kraj, eni, ko samo postrežen sistem je bil že takrat, razumeš, in je bilo verjetno za ene to mogoče tudi, to ne spomnim se tak. Imeli ste dober standard, ne? Zelo dober, zelo dober. Ja, ne? To in hočem reči, da smo potem seveda pot, je pa bila sledeča, da si prvi letnik spoznal, bi rekel, dela od zunaj, električarska, mizarska, tesarska, vse te delavnice po en mesec, 2, da si ti to spoznaval. In komaj, bi rekel, proti koncu prvega letnika so nas peljali, to se pravi v starem delu, to kar še pa danes muzej premogovništva, in bi res predlagal, kdo še ta muzej ni videl, za vidne govorim, pa tudi lahko slepi grejo noter danes seveda z spremstvom, ker je vse audio, vizijo, mislim... Video pa audio, ja. Tako, video, audio, ja, in da je zadeva dobra, ugled tega, ne, tam. No, tam smo mi šli not in tam smo pol začeli. In seveda not so nas uvajali, kako začetki, to se pravi, ker si mogel potem te stojke, ki si jih postavljal, tesarsko vlada z lesom dosti in te stvari, in tako se je začelo to delo v sami jami. Moram reči, da me kar veselilo, ker me je zanimalo začetka vse to, ne. Dobro, potem je prišel ta prvi letnik, smo končali, in drugi letnik so pa nas preselili iz tega samskega doma, zakaj mogoče to malo več namenim, ker da vam hočem predočiti, kakšen standard smo imeli. So pa nas preselili v Jenkovo 4, to je pa stolpnica z 12 nadstropji, popolnoma novo zgrajena, in to je bil pa takšen način, da so stranke, kot bi rekel, da oče in mati, zamenjali očeta in mater, ne, seveda tega se ne da, ampak v smislu, da smo šli k družini. In potem smo imeli 2 samski sobi, 2 pa po 2, to se pravi 6 nas je bilo tam. Mi smo se v začetku tedna vsedli, smo se delali menije, kaj želimo jesti, kaj hočemo in tako naprej. In seveda oni so nam, ta stranka, zelo kvalitetno kuhala in skrbela za nas, to se pravi komplet. Soba seveda z centralno takrat, z najbolj iti soni, da ne razlagal nivo. Morda samo to, ko je oče prišel na obisk, pa mama se je razjokal, ko je na pragu stanovanja bil. Lahko rečem, da študenti v Ljubljani ali na pravni, filozofski, a ne vem, kjer je fakulteti, niso imeli takih osnovnih pogojev, kot smo imeli za življenje. No, ampak to je potem šlo drugi letnik, ne, smo tisto delali skozi, seveda tretji letnik, smo pa šli na stari šaht, ki ga danes pravi šaht, to se pravi tam, ki si se vozil v jamo, tega pa danes več ni dol škala, ker se je potopilo takrat jezero to, je pa čisto novi nastal, to, kar danes gre premog ven, pa rudarji not za delo, in smo tam seveda tretji letnik začeli na odprtem čelu. Čelo odprto je pa tam, ki se pravzaprav izkopava premog. Pa da rečem, da je tam bila nekakor norma, tudi za naš, ko smo bili učenci tretjega letnika, 8 ton približno na šiht. To se pravi v 8 urah 8 ton. Ampak to ni, da bi ti zdaj samo nosil, pa zajbral ali pa tak naprej, ampak je to tekoči trak med nogama in ta premog ti spravljaš gor z krocom, mi smo rodarji pravili kroca, to je kot motika, in to pač tako se to dela, skratka se je to spravilo ven in to je potem šlo naprej, bi rekel, to železne podpore, se je to vsake dan, 2 smo se spreminjalo, šlo naprej, tako kot je pač bil ta sloj premoga. No, to je bilo, bi rekel, krog tega. Seveda tako, da si potem pravzaprav tretji letnik lahko rekel vrnil za ta standard tudi nazaj z svojim delom.
No, kar se tiče šolanja, je bilo na visoke in kvalitetni ravni, ampak Velenje kot tako, jaz mislim, da je bilo v tistih časih, zdaj še to bolj razumem, poskusni zajec socialistične Jugoslavije, da pravzaprav pokažejo, kako lahko delavci, bi rekel, kvalitetno živijo, seveda z ogromno prostovoljnega dela, tudi mi smo mogli, vsak učenec je mogel v drugi in tretji letnik 30 ur na mesec prostovoljno narediti, dobili smo kakšen sendvič pa sok, pa smo to zelo z veseljem delali. Regulacijo pake, to je ta potok, reka, ki teče čez Velenje, potem kopanje kablov za Telekom oziroma takratno pošto in tako naprej. Skratka, teh prostovoljnih akcij je bilo ogromno. In te je bil največji razcvet res Velenja. Imel sem tudi to, lahko rečem, čast ali pa priložnost, je leta 1963 obiskal Velenje Hruščov, starejši, kjer ste, malo to poznate, in je tudi, ker Hruščov je bil ruski predsednik in je bil rodar. Po osnovnem poklicu so ga preoblekli v uniformo Velenjo in je tam v središču pred kulturnim domom tam potem tudi skočil čez kožo, ker to je narodarski običaj, kaj več mogoče pozneje, če bo zanimalo. No, tako da skratka je bilo kar pestro in lepo. No, samo Velenje še lahko rečem tako, da sem ga pozneje zelo rad obiskal, jaz sem potem še šolo seveda končal, to se pravi dan rodarjev 3. julij, to je najbolj svečano v Velenju takrat in je skok čez kožo. To je pač nekako, ko ti šolo končaš, mi smo bili 6. generacija, ker 61. se s to vrstno obliko šolanja začelo. In smo potem seveda skočili čez kožo, to pa zgleda tako, napne se mala koža, spodaj pa je taki soček, mogoče v višini pol metra, tam gor stopi rodar in potem preskoči se, to je prestopi lahko ali pa preskočiš to kožo. V razredu so nas zadolžili pač določene, da par besed spregovorimo, če mogoče spomine 50 let nazaj ali pa še kar več, mogoče 55, 56 rečem, je bil, ker so me zadolžili tudi, pa mojega prijatelja zraven na tem sočku, sem izrekel besede, seveda, ki mi bojo spomina še vedno. Rodar sem čvrst, jekleni nesprosen, 15. v mesecu sem najbolj ponosen. To je imel moj kolega, ker so pa plače rodarske vrele iz takrat 3, 4, 1, lahko rečem napram drugim. No, jaz sem pa imel vers, bogatstvo, ki dolina v sebi skriva, rodar z znojem pridobiva. Ker pa znoja jaz se ne bojim, zato med vas, rodarje, si želim. No, na drugi strani pa potem seveda tam bilo čez 1000 rodarjev, potem naši starši, sorodniki in tak naprej, in te čaka vrč piva, to se pravi pol litra piva je bilo, se julij je že topil, tako dobro nismo pili, ampak ti so si bolj na silo. In takrat vsi nazdravimo, tudi rodarje, tisti starejši, ki so že to delali, se to nazdravi in tako običaj, godba napihala in to je svečan dogodek. Ne? No, to je bilo tako in seveda pol sem jaz pravzaprav to Velenje še delal naprej v rudniku do vojske in potem sem šel v služenje vojaškega roka. Halo? Ja, Milan, evo, Milan, v redu. Ok, deva bolj na kratko, ti bom jaz postavljeno vprašavljal, pa vse bova vse obdelala. Dobro, jaz sem to Velenje malo več uporabljal. Ja, sej lepo moje Velenje, veš, jaz sem prepričan, Milan, da sva se midva ki v Velenju srečala, sicer dobro, jaz sem imel 4 leta, ti si imel 15, ampak glede na to, da smo mi bili otroci ulice, travnikov. In ti poznaš kot otrok, zdaj z tega zornega kota. In verjetno si tudi ki tam hotel paka in te stvari. Me zelo veseli, lepo, ja. Ti, veš kaj mi je, ko sem se jaz pripravljal na tale najin pogovor? Mene je strašno impresioniralo pri tebi to, da si se vse življenje izobraževal. Odkot tebi ta želja po znanju? Kaj vem, imel sem nekak veselje, moram reči, da ta osnova rodarske šole je meni dala to širino in seveda, ker sem zaključil 3. letnik, sem jaz takoj, ko sem vojaški rok odslužil, sem seveda takrat razmišljal, leta 68, takrat je kar odliv v tujino bil in so me kar prijatelji, no, ko si prej omenil, moji 3 sošolci, ki so bili zraven, žal v 3. letniku v začetku so šli.
in šolanje prekinili, kar sem samo ostal gor in mi je še toliko težje bilo Velenje. Dva sta šla v tujino takrat, en pa se je vrnil potem v Maribor, ampak dobro, to je umestno. Ja, zakaj šolanje, kot si rekel? No, in seveda zdaj, vojski sem bil v prometni policiji, vojni in seveda smo takrat v tistih časih lahko te izpite vojaške samo prepisali v civilno in si dobil A, B, C in E kategorije. In seveda obvladal sem vozila in tako naprej in kaj zdaj naj naredim, ali grem v tujino ali pa tu. Nič sem rekel, v Rudnik se ne bi vrnil več nazaj, kljub temu, da so bili pogoji seveda taki, da gorči, še samo omenim to, da je bilo toliko stanovanj, če si se ti zaposlil kot mlad takrat, si lahko zbiral, katero stanovanje bo šel, pa v katero ulico, tako je bilo Velenje takrat. Pa tudi nekako delovna mesta so vas čakala, ne? Ja, seveda, delovna mesta, vse je bilo, ampak sem rekel, jaz bi malo spremenil pač način, ali pa poskusil spremeniti. No in takrat se je potem podjetje Koloniale v Mariboru, 68 leta, to je veliko trgovsko podjetje, in se vprašal, in so rekli, da voznike rabijo, ne? In sem zadolžil novi tovornjak, in seveda sem vozil pridno to prehrambeno blago, ki pa je seveda včasih tudi 500 artiklov različnih na avto, imel se sovozača in smo vozili po Sloveniji, pa tudi po Hrvaški. Tudi tam je bila plača lepa, delali smo pa cele dneve, to je pa res. No in skaj? In seveda sem se takoj vpisal v šolo za voznike motornih vozil, Maribor ni bila na Ježica, ampak predavanje pa so bila v Mariboru. In oni so vzeli sprečevalo, rekli, gledajte, to vam priznamo, to pa še morate narediti. In sem z veseljem to šolo končal, tako da sem tudi bil poklicni voznik. No, po 2 letih, ko sem jaz vozil v roku 2 let, sem jaz takrat mislil, kako bi boljši spoznal artikle prehrambene, pa sem se vpisal v trgovsko to šolo v Mariboru. Zraven. In zopet so rekli, gledajte, ta izpit vam priznamo, zdaj smo že 2 kvalifikacije različni in sem jaz pridno to šolo delal. Pa so me vprašali, zakaj pa, sem rekel, zato, da bom bolj poznal, kaj vozim, kakšne artikle, ker odgovoren za predajo, sami prodajalne sem bil pa jaz, to je tudi materialna odgovornost bila, ne. Dobro, in seveda jaz to šolo tudi potem uspešno končam, trgovsko, in me pokliče potem gor na vodstvo, na upravo, pravijo v Zlatoličju, v tem času pa seveda, zdaj, ko sem jaz to šolo že delal, moram pa to reči, sem pa spoznal ženo, Marijo, ki je pa v financah delala Koloniale Maribor in smo se mi leta 1969, kar je tudi leto, ko so odprli hidroelektrarno tukaj v Zlatoličju novo, poročila. No in sem jaz prišel na njen dom in smo tu seveda začela skupaj živeti, graditi in tako dalje, ta zgodba. In sem jaz pri Zlatoličju. V Zlatoličju so pa odprli morda leto prej eni mini market, samo postrežno z bifejem, luška lokal je to bil, pa prodajalna, in me pokliče gor, pravi, tam pa rabim mi poslovodja. Jaz sem rekel, ne vem, direktor, bo to v redu, jaz sem pač prejšnji rodar, zdaj sem bil to, ne, pravi, vi se boste že hitro pelal, te vodstvene funkcije boste že, ona bo vam pa žena malo pomagala, če bo treba v financah in tako naprej. No in sem jaz potem leta 1971 prišel za poslovodja v prodajalno tukaj v Zlatoličji. Zlatoličje kot tako je kraj sredi Dravskega polja, kjer ste oddaljeni morda, to se pravi tukaj med Mariborem in Ptujem. Tukaj seveda se življenje pa na vasi tako, kot je bilo začelo drugače. Sem bil seveda, kar sem tudi pogoje Velenje imel, lahko rečem velik športnik. Veselje za šport, to sem že začel z Velenje, ker smo imeli dobre pogoje in sem potem tukaj nadaljeval v Zlatoličju, seveda takoj smo ustanovili s temi mladimi zanesenjaki rokometno sekcijo, ki je bil takrat fenomen za to Dravsko polje, Maribor je pa medobčinsko ligo imel, in smo igrali v tej mariborski tudi ligi, seveda zraven pa sem potem normalno prodajalno vodo delal in tudi se hitro pozitivno socializiral v kraji, da sem jim pomagal, to se pravi z raznimi akcijami, ceste smo delali, kopali za vodovod in tako naprej, to se meni čisto normalno zdelo, ker sem bil navajen z Velenja prostovoljnega dela. No in seveda tu sem jaz potem, bi rekel, nadaljeval v rokomet, je potem liga nekako se prekinila v Mariboru, niso bolj nadaljevali, sem se podal pa v nogomet v Zlatoličju, tudi sam sem ga igral več kot 15 let in smo potem sem vodil veterane, to se pravi odsluženi nogometaši, nad 35 let so veterani,
Ustanovili smo to Štajersko veteransko ligo in smo bili takrat tudi 2-krat prvaki te lige. No, potem seveda sem nadaljeval, ker sem pač neko veselje imel tudi nadaljeval in sem rekel, veš kaj, oba žena smo v isti firmi, zdaj bo skoraj 15 let te firme, pa je prišla ena prilika za tehničnega vodja, je imel razpis Varnost Maribor, to je pa velika firma, takrat je bila, ker se pol ti tozdi, ki so bili razdelila, skratka, sem se jaz leta 83 zaposlil v varnostni firmi, podjetje Varnost Maribor. Seveda ni mi žal, da sem seveda zamenjal, kar je dobro tudi, da sem tam nadaljeval s tem delom, to je pa področje varovanja. Kot sama varnost je v slovenskem prostoru dosti pomenila, ker so imeli takratni tozdi, kjer ste starejši poznate, kak je bilo toz, delovna organizacija s tozdi in tako naprej, po tisti Kardeljevi logiki. No, skratka, in sem jaz rekel svoje kot tehnični vodja tam nadaljeval. Mi smo se pol tudi razdelili v Mariboru, levi, desni breg, mi smo bili Varnost Tabor, oni so pa bili Varnost Rotovž, kar je pozneje ime Protect, če še dan slišite, mi smo pa ostali Varnost Maribor. No, firma seveda, začeli smo 160 delavci, ko smo se razdelili, je pa potem, moram reči, kar pridno rasla. No, tam... Milan, poslušaj, deva se mi da osredotočiti na tvojo šolanje. Aha, no zdaj pa tretjo pride. Ja, zdaj pride pa tretje šolanje, ja. Ne četrto, zdaj že imam 3, rodarja, imam šoferja, imam pa trgovca. No, to sem se popisal že prej, ko sem rekel, tu še bil koloniale, zadnji letnik v pedagoško fakulteto, so izobraževanje bilo zastojno. Takrat se veste, indeks je tisti plačal nekaj minimalno, in me to veselilo. In sem se šolal na, to je vse ob delu, kar govorim normalno, to šolanje, raznorodnika. No, in sem se šolal ob delu, in ko sem prišel v varnost, jaz potem leta 84 smo končali pedagoško fakulteto, še 2 prijatelja skupaj, ki nista vezana na podjetje. In ta šola mi je pa seveda v življenju ogromno koristila. Izobrazba, taka bi bolj rekel. Čakaj, na pedagoško, kaj si to pisal na pedagoški? Pedagoško fakulteto v Mariboru, ja. Aha, kjero smer, kaj si šel? Učitelj. Tehnika DMV takrat. Aha, tehnika, ok, ja. Sociologija. No, in tu takrat. In seveda mi smo potem v tem podjetju, sem bil odgovoren za kadre, odgovoren sem bil za varovanje in tako naprej. In seveda smo se širili. Tisti časi so bili, to se pravi pred osamosvojitvijo Slovenije, so bili takšni, da je, bi rekel, te profesionalne podjetja so prevzemala, ker so radi dali to varovanje ven, prvič zaradi večje kvalitete, drugič, da so imeli ljudi, se veste, če je bil izpad in tako naprej, si v podjetju drugače reševal, kot lastna podjetja, in smo mi to kar širili, lahko rečem. No, seveda, potem je pa prišla ta vojna, seveda, takoj smo vrste to stopili, jasno, malo že po službeni dolžnosti smo imeli neke odgovorne naloge, tako da sem tudi veteran, ni to kot hvala, ampak kot dolžnost vojne za Slovenijo. In seveda takrat se je pa v Novi Sloveniji začela zakonodaja zelo spreminjati, ali pa bi rekel na novo urejevati z področja varovanja. No, in takrat je seveda zakon o zasebnem varovanju, tudi to čas imel, da sem lahko sodeloval pri kreaciji tega zakona, in zakon o detektivske dejavnosti sta išla potem v veljavo, stopila leta 1994, in takrat smo mogli tudi mi narediti, seveda glede na izobrazbo kot tako, si mogel varnostni inženir, varnostni menedžer, potem varnostni tehnik in tako dalje. Tu so nastale poklicne kvalifikacije, kar 7 vrst različnih specialnosti, in seveda ljudi smo zelo hitro mogli strokovno usposabljati. No, to je, zakaj je toliko to zanimivo, ta prehod, ta novost, zato ker so bi rekli, te poklicne kvalifikacije so dali, to ni izobrazba, ampak je potrditev nekak tvojega znanja. To je prenešeno z Amerike, približno tam 20 let, kar se je zelo obneslo pri teh določenih državah tudi, in so potem ti bili za posamezne profile. Da ne bom dolgo, ampak gre za 6 različnih takrat kvalifikacij, to se pravi teh poklicnih, prevoz denarja, intervencija,
varovanje premoženja, varovanje blaga v trgovinah, prenos gotovine, pošte in tako dalje. Skratka, to pa varnostni tehnik in tehnično varovanje. No, tako da se je to kar zelo, zelo širilo. Nekaj pa moram reči, ker sem seveda zdaj sam tudi, pa verjetno kolegi, ki poslušajo, invalidi, z nekega področja sem se tudi hitro srečal z invalidi, ampak to so bili invalidi, ki smo jih v podjetju imeli in tudi določene prevzeli po teh podjetjih, ki so v glavnem bili težava hrbtenica, gibala in pa to niso smeli pač dvigovati nekih bremen. Ampak pri samem varovanju, to pravim, varovanju samih objektov, ni bilo potrebno, rekel, da bi bilo kaj dvigoval, ampak mu je lahko kvečemo kemijsko padlo, mislim, pekalo na nogo, kaj takšnega, fišnega dela ni bilo. Ampak moram reči pohvaliti za tiste čase, da so ti delavci, ne, kljub invalidi, moram reči, dosti krat bolj vesni bili, ko pa ti mladi srednje šolci, ker te veste, kaj se je zgodilo v Mariboru, 38 tisoč je bilo brezposelnih v 2 letih, to se pravi 91, 93, to je bilo samo strojnih tehnikov 4 tisoč na trgu. Tako da si kader dobil čudovit, ko si rabo za zaposlitev. Ampak hočem primerjavo dati s temi, tako da so ti bili, lahko rečem, zelo pri delu, vest mnogo od teh. No, Milan, daj povej, no, hvala ti za tele podatke. Vidim, da si zelo sistematični človek, zato ti je pa tudi življenje uspevalo. Ja. Deva povedati, kako si ti ženske zaposlil. Kako je bilo to? Ja, to je bilo čudovito. To je pa res. Ja, to pa je leto 94, ko smo mi seveda začeli res s tem pravim usposabljanjem in smo tudi ženske uvedli noter, to se pravi ženske in seveda jih usposobili za predvsem receptorska dela, razne poslovne stavbe, potem upravna enota, center za socialno delo in tako naprej. In smo jih usposobili, zelo lepo opremili, tako bi rekel, neke stevardese skoraj na avionih. In smo zamenjali en primer, mogoče v Mariboru, tam dol, ko je bil center za socialno delo pri sodišču, kjer malo poznate Maribor, skratka, smo zamenjali prvo žensko, smo dali tam, eno smo dali poslovno stavbo Timo, eno smo dali Zavod za poslovanje, eno pa na Dravske elektrarne. Vse to je Večer pisal, mislim, da stran pa pol še takrat nekaj hranim. Kaj hočem to reči? Ta sprememba, gledajte, tam je bil prej varnostnik, ki je pravzaprav odražal zunaj prvič uniforma, celo so se še v pasači pa v partače nosili takrat, še v začetku, ko je Slovenija bila Nepal, smo to ukinili, bi rekel tak, pa tista kapa, kot neki vojaški profil ali pa policijski profil. No in seveda te ženske, svojo prijaznost, en primer bi samo rekel, kar je tudi Večeru bil pisan, so seveda prav presenečenje bilo, stranka pride, gledajte, invalidi gre na invalidsko komisijo, že tako imajo probleme, eni zgibali in tako naprej, pa spremstvo, in naenkrat se najde oseba, vpraša, pozdravi, kam pa, pravim, grem na to in to komisijo, je odprla dvigalo, izvolite, stopila z njem do 3. nadstropja, ven pravi, gledajte, tu sedite, tu boste to uredili. In to so te stranke pol govorile tudi temu novinarju. No, hočem reči, da je bil pravi bum. Potem tudi v poslovnih stavbah. Meni je predsednik uprave Timek, to je sistem bil, ki je 14 podjetij bilo vezanih skupaj, rekel enkrat tako v kavi, je rekel, to ne morem verjeti, kaj ste vi z temi našimi puncami, ko ste pripeljali na delo. Pravi, kot tu so v glavnem z Hrvaške, Srbije hodili ti direktori, ko so imeli poslovne razgovore zjutraj, je rekel, prvih 5 minut, ko smo kao, smo se o vaši punci dol pogovarjali. Tak sprejem, dobro jutro, kako ste potovali, vreme in tak naprej. Veš, to je bilo zelo, zelo pozitivno. Vse to se je pol širilo po Sloveniji, danes že ženske tudi prevoznarja pa to delajo. No, to moram reči, da smo mi bili tu pionirji, če ta izraz uporabim. Ja. To je res. Pa meri se tudi prvo blindo v Sloveniji. To je pa res, ja, to pa je to res, ja, to pa je Narodna banka je prodala svoj avto, to se pravi, to je bil Mercedes, res prava blinda taka, ki so bila stekla 8 cm debela, neprebojna do 9 mm in smo mi seveda to blindo takrat odkupili od Narodne banke in smo začeli med prvimi tu prevoz denarja, ampak to velikih zneskov. Bi rekel pred vojno, tam mogoče 89 smo mi glavne vozili relacijo največ Šentilj, Maribor. To so bile te brezcarinske prodajalne, tam na meji, tam duty free, kamor smo hodili vsi kupovati, poceni varianta.
Če vam lahko rečem, da je to bilo, Mercedes je bil 5 ton, zadaj je bilo približno za tovor, čisti 3 tone, ampak denar nima teže take, poln avto denarja. Iz Šentila in to samo od Putnika pa Kompasa. To vsaki dan, si lahko mislite. Seveda ta logistika je mogla biti zelo, bi rekel, porihtana, tudi s policijo, kje smo, na kjer relaciji, kdaj se peljemo. In moram reči, če lahko potrkam, hvala Bogu, da nismo imeli dobenih ropo ali kaj tega. Ne. Tega denarja se je ogromno prevozilo. No, pozneje smo pa mi, seveda, ko smo Slovenija, bi rekel, samostojna država, začeli tudi z bolj na veliko, bi rekel, prevoz denarja. Ker sem jih prevozil, moram reči, to se pa lahko ponosen, da sem sodeloval pri tem, da smo bili prvi, to se pravi Varnost Maribor, prvi, da smo to blindo in pozneje smo nabavili še ogromno blind, nekaj smo jih tudi sami delali, proizvodnike smo eno podjetje prevzeli, Varkar, da smo prepeljali bone, potem so bili tolari in evri. To se pravi, 3 valute so se menjale, to poznate časovno pač, ne, smo prepeljali prvi na področje Koroške, Podravske in Pomurske regije. Prvi smo ves ta novi denar, to je bilo z bankami dogovoreno, po noči se je to izvajalo, zjutraj, ko so stranke prišle, so imeli že možno dvigniti drugo gotovino. To je delala več ekip ljudi naših in moram reči, seveda, zelo sposobljeni. Policija je vsak meter imela, nas tudi, ne, ker policija je vedno nadzor nad našimi službami imela, pa to je prav tudi, da ne zaide, bi rekel, zlorabo kakšnih pooblastil in to smo tudi upravili, res, na prevozu denarja. Kak tak primer, ko je bil v Ljubljani, ko je on tisti varnostnik si mal prisvojil denar, ti nisi imel? Ne, to moram reči, nazadnje, ko sem šel jaz penzijo, je bilo čez 100 naših delavcev na prevozu denarja, to ni malo, in nismo imeli do tega časa, da bi bil niti ropna varnostnika, niti da bi bilo kaj, ko sem jaz bil takrat odgovoren za to področje, imeli, se pravim, pa tudi kako tujitev. Nismo imeli. Dej mi še nekaj povej, jaz sem se enkrat z enim varnostnikom pogovarjal, pa je rekel, da so v začetku, ko so se uveljavljale te licence, te elektronski nadzori, alarmije, da se je zgodilo to, da so to preizkušali in da so v bistvu delali, sami sebe ropali, oziroma so preizkušali, kako to deluje. Imaš tudi kakšne take izkušnje? Ja, no, hvala za vprašanje, to je res. Zdaj, tudi ko sem prej rekel licenca, licenca obvezno je bila za prevoz denarja. Delavci, ki vozijo, licenca je mogla biti, da lahko izvajaš, to so bili minimalni pogoji, standard C2, 3, neprebojnost in tak naprej, dokot, ne. In si imel takrat primerno, do 30.000 evrov, če zdaj govorimo o evrih, ker lažje, ker je zadnja valuta naša, lahko to se pravi, oborožen varnostnik nosi, to se pravi, te skupičke z prodajalnic trgovin, ne. Nad 30 je bilo takrat, naprej pa sta mogla biti 2 varnostnika do 500.000 evrov. Nad 500.000 evrov pa tam vse do 5-6 milijonov, koliko je pač bilo maksimalno, pa so mogli biti 3, to se pravi, seveda vsi oboroženi, 2 v posebnem prostoru, 3 pa tam. Ker je pa bila nevarnost, da je seveda ta gotovina, če pride do tega, pa je zavarovalnica največ na tem delala, ker tujina je to imela, da se ta denar obarva. To ni nobena tajna, to vam jaz lahko povem, kar je pa danes že za male zneske, enako velja za bančne delavce, to se pravi, če danes prideš kot stranka na banko, ne loti se, da boš tam blagajničarki želel denar odzeti. Kaj to pomeni? Pomeni to avtomatsko, da tista gotovina, ko je tam pri njej, naprimer, ko bi jo ti vzel, tam pride avtomatsko do sprožitev alarma, ki je direktno vezana na policijo in varnostno službo, to se pravi za hitro intervencijo, tretjo pa, da se ta denar obarva. Enako je, ti posebni kovčki, ko danes varnostnik nese, ima ta kovček not posebno barvilo in tudi dimno bombo pravzaprav. In kaj pride, ne? Hočeš ti strgati temu varnostniku to iz rok ali pa bi odščipno, ker je povezan z verigo na roko,
Ne? In kaj se zgodi? Ti imaš to gotovino, lahko tudi milijone evrov not, ampak kaj se bo pa zgodilo? Kako boš ti to, prvič, če že bi ti odrezal varnostniku to, se takoj aktivira dimna bomba, ki pa seveda je tako bi rekel, zadimi prostor, da pravzaprav policija bi videla v celi ulici, pravzaprav kam leti. Ne, to je zelo, bi rekel, dober izum in to je banka najbolj zahtevala in seveda tudi to. No in če pa on opre, če že gre na skrivno mesto, pa on opre ta kovček, se pa avtomatsko, kako odpre, ves denar obarva. Komplet se obarva in ta denar je popolnoma neuporaben. Če ta denar dobiš nazaj, ti zdaj kot ta, ki ga voziš, ali pa lastnik, ti banka vrne čisto vse ta denar obarvan, ti bi banka vrne. Če pa je kakšen taki lum, da pač pol to, ne vem, vrže v kako reko ali kam, je pa večji problem. No, hočem reči, tega mi nismo imeli, ampak povem, gledajte, ni tajna, da se ne bo kdaj kjer loto ali pa tudi, ker je to danes zelo, zelo varovana zadeva. Se pravi, zelo sofisticirano. Ja, tako. Super. Ti imaš tudi izpit za detektiva, ne? Ja, to pa je bilo tako res. To pa je bilo tako, seveda, ko je zakon 94. o zasebnem varovanju, ko sem bil izpit za varnostni menedžer, je bilo znanja kar dost, in si mogel imeti dosti znanja, ne? In je tudi potem seveda zakon o detektivski dejavnosti. In smo mi kot podjetje, seveda mi smo takrat rasli, nas je že bilo okrog 1000 zaposlenih, poslovni sistem Varnost Maribor, in smo rekli, da bi ustanovili detektivsko agencijo, da bi tudi to vrstne storitve nudili. Ne? In kdo? Te pa so rekli, veš, kaj šprah, ti si zdaj naredil na novo za menedžerja, imaš ne več znanja, pa to pa šel. No in sem šel upraviti izpit za detektiva. Ni bilo lahko tudi, to so težki izpiti, seveda moraš poznati tematiko široko in to je za Slovenijo bila novost, ne? Ker je to popolnoma ločen, veste, to ni policija, to ni neka tajno, kar je včasih bilo snemanje, pa sem pa tja. To so stvari zakonsko točno urejene. No in seveda ta izpit sem opravil, pogoj je, da stopiš v zbornico detektivov, kar sem tudi stopil, članarina ni bila mala. No in smo potem podjetju začeli tuhtati, če bi mi to sploh ustanovili. Veste, detektivi imajo neka pooblastila, če lahko rečem, je zakon davle. Ampak pogledajte, to je zdaj prvič, mi smo na trgu že bili tako veliki, tu je prevoz denarja, varovanje premoženja, intervencija, tehnično varovanje se zelo veljavilo, protipožarno in tako naprej. No in smo rekli, gledaj, to pa detektivi pa imajo, bi rekel, meno, to se pravi iskanje pogrešanih oseb, neplačevanje primer nekih storitev in tako naprej, iskanje, ki bi to gotovino in tako lahko prišli, kaj bi sploh lahko vzeli, še temu primer, ne. To se je vedno na neki meji. Potem nezvestoba, primer moški-ženska. Potem je tukaj tudi področje kontrole bolniških staležev in mogoče kontrole alkoholiziranosti in to, ne. Teda, in smo prišli potem, tudi jaz sem bil mnenja, gledajte, taka firma smo in tako naprej, naj drugi to upravljajo, mi ne bomo za to, ampak se pravi, izpit sem bil sem detektiv, nisem pa niti ene naloge, ker je treba pogodbo narediti, da bi izvedel to nalogo, res. Za spomin so mi dali, izkaznica je ostala, značka je ostala, pa lepi spomini na to. Se pravi, si lahko zdaj slepi detektiv. Točno. Oziroma si še. V glavi še že kaj ostalo, samo vidim. V redu. Boš naredil kak tečaj za slepe detektive. No, odločnosti, ne? Ja, tako. No, moram reči še nekaj, ne? Ti ne samo, da si bil pač te vodilne zadeve, ne? Ampak si tudi sodeloval zraven pri standardizaciji vseh teh varnostnih in teh detektivskih in tudi izobraževanje si vodil, a ne? Ja, to je res tudi. Se pravi, si bil pomemben človek tudi v slovenskem merilu. Ja, to je res, seveda znanje sem že kar imel nekaj dosti, to se pravi izkušenj predvsem, nekaj smo mi hitro rasli kot firma, ne, in tudi v Ljubljani so rabili, pol bi rekel. Deva reči to prosim, kot izkačem besedo, da ko si ti stopil v to varnost, vas je bilo 150, ko si šel pa čez 10 let, ne? Ja, ne, 2007 sem šel v pokoj, takrat je pa poslovni sistem 1300 ljudi je bilo. Ja, no, nadaljuj. Tako se je širilo, ja. Ja, firma je bila ne samo tu še, mi smo imeli firmo v Zagrebu, mi smo imeli, mislim na Hrvaškem, mi smo imeli v Beogradu, 380 ljudi.
Jaz sem imel tudi to čast, da sem tudi se rokoval z Džajićem. To je naš fuzbaler, starejši, poznate to malo, Levo krilo, ja. Ko je bil direktor Zvezde, takrat pa so pa prišli do nekih afer. Zato, ker so ti v Beogradu varovali tekme, te nogometne, kar je tudi zanimivo, ne, so varovali. In seveda, to ste tudi, pa pri Zlati lisici si tudi bil zraven varovanje. Tu imamo pa zelo široko, mi tudi našo paleto, ampak hočem reči za Beograd, ne, Ja. in seveda, veste, nekaj smo rekli, mi moš varnostniku nekaj plačati, oni bi pa radi mali, da ti eno reklamo daš, ne, no in tam smo kar težko še zdilali, pol tako, da so hoteli imeti vse bolj, bi rekel, kot reklamo, ne, ampak dobro, to so druge stvari, ja. Ja, to pa res, področje varovanja je pa tudi bilo, to se pravi varovanje oseb, ne, in premoženja, to je že v osnovi našo, in smo imeli dosti kadra, pri nas zelo veliko strokovno usposobljenega, tudi z borilnimi veščinami. In smo seveda varovali te najpomembnejše, lahko rečem, shode ali pa ljudi, ki so visokega varnostnega rizika. No, med tem je tudi bil obisk, lahko rečem, dvakrat papeža Pavla v Sloveniji, kar smo bili ponosni, seveda, da smo bili povabljeni, ko je bil seveda v Mariboru, tu smo tudi mi bili, in takrat smo aktivirali mi 200 naših ljudi pri obisku papeža. To je bilo tukaj na Taboru, tu pri gradu, ne, kjer znajo, skratka, veste kaj je, to je logistično, ne? To so pa tako pomembne, bi rekel, zahteve, ko taka oseba pride, to je najvišjega varnostnega rizika. Treba je prej narediti oceno tveganja. V tej oceni sodeluje policija, kriminalistična služba, komplet inšpektor, inšpektorat, zdravstveno, to je cel tim ljudi, ki se to pripravi, to mora biti vse v nulo. No in primer papeža v Mariboru, veste, to je bilo na enem mestu, zelo lepo, da je bilo dobro vreme, mislim, da je bilo lepo vreme, kar je zelo pomembno, 250.000 ljudi se je zbralo. In zdaj je treba, kje bojo ti ljudje parkirali? To je bolj naša vloga bila znotraj tega varovanja. Točno, da tam nastaviš ljudi, tu parkirajo, da lahko vsako vozilo ven prišlo, ne? Če ne tebi zaparkirali, kje je to? Drugič, kje bojo ti ljudje sedeli? Ne? Tretjič, kje so toaleti, kam, kje lahko do vode pride, kje ono in tako naprej. To logistika je tako pomembna, ampak to prej z oceno tveganja, to se pravi oceno tveganja, se naredi načrt varovanja, našo je to, policija ima to, dodatne bolniške zdravniki in tak bolnicah so tam, to je skratka tako, enako je bilo pa seveda na nivoju, ko smo varovali tudi v Ljubljani, pomoč varovanju, jaz pravim, Billa Clintona. To je bilo tudi A ste, ko ste ocenjevali zadevo, ste rekli, aha, recimo tega ali pa ta tip človeka ne smemo noč spustiti, recimo kakšne klošerje, kakšne proti bomo rekli, papeške elemente ste ocenili? Ja, to je res, ampak to je malo težko, ker je to bilo na prostem, veš, to nima zdaj ti, da bi imel rengen, da bi imel te možnosti tam, ne, se veš, to lahko zaprti prostorih lažje resuješ, če greš ti tam, da reagira na kovino. Absolutno pa seveda to smo imeli video, malo smo imeli informacij tudi, normalno, in če vidiš, da je kdo, bi rekel, neprimerno, se vede že sam, da bi bil močno alkoholiziran, kot si rekel, ali pa da bi neko torbo prinesel, ne? Ker to so tudi pooblastila naših varnostnikov in pravice, jaz pravim, da lahko osebi pregleda tisto, kar ima pri sebi, in tudi osebni pregled lahko naredi varnostnik, veste, zato v trgovinah, ki je, bi rekel, najzahtevnejše delo danes, veste, to je poseg človekove pravice, ampak varnostnik ima pravico, zdaj to primerjam s tem, ko si dal vprašanje, kar se še danes dogaja v trgovinah, ne? Če ti varnostnik ugotovi, da so prodajalne večinoma video nadzor, da si ti nekaj pač na neko mesto dal, pa tega on seveda spremlja, varnostnik, da nisi na blagajni plačal. In on ima pravico za blagajno, to je prav postopek, počakati, tebe ne da pred vsemi strankami, reče, ali ste vi vso blago poravnal, ki ste ga vzel v prodajalni. Ja, sem primer. On pa je siguren, če je videl prek video nadzora, ne vem, da je nekaj dal za plašč ali pa kam. Ne? In reče, boste stopil z mano, morate iti posebni prostor, mora biti en delavec trgovine, bomo preverili račun z blagom. Ko je prevedel račun z blagom, oni grejo skozi, seveda on pa ve, potem pa reče, on če ima seveda, ne vem, pod plaščem pa ima viski, karikiram, ne?
reče, še imate vi mogoče kaj pri sebi. Ne, nimam nič. Takrat on lahko reče, preidem v fazo osebnega pregleda. In on lahko potem moški moškega, ženska ženskega, to kot na carini. Ne? In on seveda takrat potipa, pa tak najde primer, ampak večinoma dajo ven. Če pa on noče, ne dovoli pregleda, se kliče policija, pride policija, pa to policija opravi. No, pa ker sem zdaj preskočil, toliko da vam povem, to še seveda danes se traja. No, zato je seveda težje na takem prostoru, zato smo te vhode, kjer so prihajali, to so prišli z Koroške Slovenci, Mađarske so prišli, Hrvaške so prišli na različnih lokacijah, ven z avtomobilom. To so pogledali, glavne so se malce kakšne sebo nosili in tako naprej. Ni bilo nič takega, da bi bilo nevarno pri samem papežu takrat Mariboru. Ne? No, Clinton pa v Ljubljani, ne, to je bilo zanimivo. To so pa nas povabili, ker je bilo premalo teh služb v Ljubljani, tudi tako strokovno usposobljenih. In smo mi dali 100 ljudi, 2 avtobusa sta šla, res naših najboljših kadrov, če lahko rečem. In varovanje samo je tudi potekalo zelo na visokem nivoju. Seveda tu je bilo pa varovanje, če lahko rečem, da so oni bližji po Amerikanci, to njihove te službe že 15 dni prej, da so v Ljubljani zavarili čisto sejaške, da so bili ostrostrelci v tistem največjem dežu, vse pokrita na teh strehah, raznih balkonih, stanovanje so določena dobili, tam so jim dovolili in tako naprej. Skratka, to je drugi. Ampak uro so mu pa ukradli. Dobro, to je manj, ja, zdaj, ali je bilo to tako, ali je tam dal, ali zgubo, to se še dobro tako pač. Ja, ne, veš kaj, vse veš, se hecam vse, ne. On se je rokoval z ljudmi, ne. Točno, ja, veš. On se je rokoval z ljudmi, ja, pa je roko verjetno je stigoval. njegov dol potegnil. In je nekdo pač, ki je bil malo spreten, mu je dol potegnil. Ne. To je res, jaz sem bil seveda tam, ki smo bili odgovorni, zakaj, da ne bi poteptala ta množica. Rečem vam pa, vse sem že doskrat bil na dežu, kot se reče. To, kar je pa takrat bilo, ko je bil Bill Clinton v Ljubljani, množica je bila tako strpana, bi rekel, da ni bilo prostora, ma niti menda 10 centimetrov med osebami, kar pomeni, da so se dobesedno stiskali in drugega. Ne? Deževalo je tako. Clinton pa tak seveda, tisti, ko je on prišel na ta VIP, jaz sem seveda tam bil, pa še ti, ki smo najodgovornejši bili za to, je tudi prijazno prvo segel v roko k nam, kar si tudi malo štejem, bi rekel, svoj ponos. No, potem pa, kot si omenil, seveda ta množica navalila naprej in to so kordon naših je stal, smo imeli samo te fluorescenčne jopiče, so imeli naši in tam so stali, da so zadržali, ne bi to prevrgli vse skupaj tam, ne? Ker vidite, to je najbolj pomembno, ne? Kaj se danes dogaja v svetu, ko slišite, ne vem, na nogometnih tekmah ali pa kjerkoli ljudi dobesedno množica pohodi, to je zelo važno, tam mi ne bi vladali, če bi to prišlo do tega, ampak potem Clinton kot tako, se je rekel, seveda se je rokoval s tistimi tam prejdi, mogoče, ne vem, 20, ne, res kar en za drugim takrat, ali je zdaj namerno, ali tako mu je pa res uro en dol potegnil, ne, ali je zdaj mogoče celo za spomin, ja. Ampak dobro, on se je to smejal, pol pa tak naprej. So ga dobili nazaj. Ja, se vem, to so take. Ampak to je malo hec, ne. Ker Clinton je tudi hotel iti saksofon špilati v en jazz klub Gajo, ja, to je res. Pa mu pol gleda niso iz varnostnih razlogov. Ja, niso. Ja, v Zagrebi je, ko je bil takrat v Zagrebi, tam na letališču, tam je on zaigral, takrat tu pa, ja, tu mu pa nekaj niso, ja. Ja, ker tam je bil problem tudi varovanje, ker ti se not v kleti in je malo težko. Seveda, ne. Ne, vse to, gledajte, glavno varovanje imajo tak službe, to se pravi policija in teh osebnosti, glavno varovanje je tisto, ne, to so prav izurjeni in tak naprej, vse to se hitro vidi, kjer je slušalke v ušesih, ponovadi v briti in tak naprej, non-stop spogledi, kdo ima roke v žepu, kdo bi ven potegnil kako orožje in tak naprej. One so zverzirane, veste, to neverjetno, ne, to ni našo toliko, našo je to v glavnem, kar si prej omenil, da ne bo noter, ne vem kakšne. Red, bolj za red, ne, recimo. Točno, tako, to ravno, to je naše najbolj pomembno, ne, ampak tudi ta prijaznost, ne policijsko bolj, ne, kje bo kdo sedel, ga tja reče, gledajte, vrsta ta, ono, to, no, ampak mu rečem, Mariboru je bilo v nulo, veš, kaj 250 000 ljudi, Mariborčano pa je 90 000, ne, pa naenkrat mesto tako napolniti, ne. Milan, deva še malo na športit. Ja. Ti si bil vse skozi športnik, dvigoval si uteži,
Prej si že govoril o rokometu, Ja, nogometu, ja. ligi. To, kar mi je bilo tudi zanimivo, ne, mi je bilo to, ko si na mlaj plezal gor, ne, Ja, to pa kot kot otrok, mladostnik, ja. ko si rekel, da si z vrha tega mlaja si gledal na cerkvene zvonike tam v Selnici. Ne. Ja, to pa, če se vrnem seveda nazaj, Potem ste skakali z tega to ne je res, Dravskega mosta, z to je res. Ruškega mosta, pa Brestaniškega, ne? A To kaj je že? res, to Ne? je res, ja. No, seveda, mi smo bili dejansko pubeci kot taki navihani, ne, normalno neke kmetije nismo imeli in tako naprej, si bil dobesedno takoj na vasi, govorim o Selnici takrat, ne. In seveda smo začeli, ne, že takrat mi z tem in kaj največji ponos, zato mi 1. maj toliko vedno pomeni v življenju, tisti dan pred 1. majem, kar danes tudi še gasilci to redno postavljamo, ta majska drevesa, ne. In to mi pa res pomeni. Tam nekje 12 let, 3 bratje moji so, ker jaz sem tretji, bil 5 bratov pa jaz sem bil tretji. Prvi moj brat je plezal že prej, drugi ni, potem moja malenkost, potem ta za mano četrti je plezal in 6 je plezal, ne? Tako da smo mi na drevesa. No, in 12 let, in to je bilo tako ponos, kot včasih kakih ameriških filmih, če se kjer spomni kdaj, kjer ste seveda lahko videli, mlajši mogoče, in to je tisto plezanje bilo celo tekmovanje. No, ampak kaj hočem reči, majska drevesa so bila seveda Selnica, to je vse kozjake, ne, ima drevesa taka, da imaš višino še pa še. No, in seveda en je probo, drugi je probo, tretji je probo, ne, in potem je bil to, seveda, če si potem prišel, ne, in jaz moram reči, da sem imel to, dobro, malo mogoče tudi sreče, malo pa vzdržljivosti, ne. Da priješ ti, ponavadi sta bila 2 venca, v drugi venec so pa dali še poteljko gor. In to je bil največji problem, pa žico vezano. Kako bo še ti, to nisi imel klešče zraven, da bi to predsvikal, ti si še mogel to tako dolgo tam sem pa tja, da se je pregrelo in to jeklo. Ampak kaj hočem reči, drevesa so bila tako visoka, pri drugem vencu, da sem zvonik dol gledal Veselnice, to se še spomnim. Gor na vrhi pa drevo, tudi če ni vetra, se približno 3 metre maje, vrh sem pa tja, ne, tako da plava s tistim, ne. Dobro, seveda potem prideš dol, če si flašo snel tisto, to je dol aplavz velikih gasilcev in godba napihala Ruše, ima veliko zgodovino godbe napihala in so zaigrali, bi rekel, za zmagovalca in tako naprej. In to je bil en veliki, veliki ponos. Seveda si bil ves krval, to morate vedeti, da si imel, to se pravi, noge na tej strani dol, komplet vse krvave, ker se veš, sneta je bila skorja, ne, ostalo pa je to tako, da je to bilo, no, to je zanimivo. Kar se pa tiče plavanja, seveda Selnico med Rušami je most in smo tu taki fanti, z 12 leti smo začeli že na Dravi, Dravo preplavali že pred 10 letom in seveda skok z mosta, ne, zdaj kaj se ne upaš, prvo na noge in tako naprej, pol pa na glavo. No in potem smo imeli, mi 3 taki smo bili posebej prijatelji skupaj, žal en je dan in smo potem šli tudi, zdaj če smo to v Selnici, te gremo še mi Brestanica, ker te še je pod mostom bila voda, danes je tam že suho, ne, že drugačno narejeno. Potem smo se odločili za Maribor, ta stari mariborski most je pa menda 18 metrov, ne, smo šli v Maribor tudi, ampak to na glavo vse. No, tako da to smo imeli to veselje za ta šport. No, če lahko rečem, ko si prej omenil pri nas tukaj, tukaj seveda v Velenju sem imel velike pogoje za šport, kot se rekel, degovanje, tudi rokomet, pa to, že v Selnici, v osnovni šoli smo rokomet igrali. No, smo mi potem ta zadnjo, ker sem ravno pri teh mostovih, ta zadnjo smo odbojkari tukaj, ko sem še odbojko vodil tukaj, preko sem jaz dejansko vid zgubo, smo šli po Dravi, z Ranca, po stari strugi, to je zelo zanimivo, turistično, veš, iz Dupleka in ne bodi si, jaz imel takrat 68 let, eno leto pred tem, ko smo slepel, se ostavimo na Ptuju pri Ribiču. In kaj bomo naredili, kdo je zdaj fajk, smo mi rekli, tako, kdo si upa, gremo. Evo, 3 prijatelji moji mlajši, seveda 50 let, pa kako leto več, gremo gor, ona 2 kolega na noge,
En je bilo premalo, stopim na galender gor, pa lepo še tisto plavalno na glavo. Ampak to ni kot hvala, ampak to je spomin. Če bi videl danes, bi še z veseljem skočil. Ker tudi, zakaj sem skakal še pozneje naprej, ker Velenje je pa na jezero bila deska, 5-metrska, ne? Ja, točno se spomnim, ja. Ja, se spomniš na starem še gor, ne? In Ja, to ja, ja. mi redno, vse veste, nazaj, 2 obrata nazaj, ne? Ker si v rodni telovadbi hodil in si pol to hotel na vodi probat, ne? Toliko mogoče, da ne bom preveč. Ta šport, kot si omenil, ja. Ja, No, potem nadaljevanje je tu bilo v svojem kraju, ne, sem seveda zelo rad, predvsem to, no, tudi moram se zahvaliti ženi, kljub temu, da smo adaptirali, gradili, doma se je čas najdel, da sem jaz lahko vodo, nogometaše, no, potem smo se pa ti zanesenjaki, ko sem bil že v penziji, sem poklical te bivše rokometaše, nogometaše, seveda se vsi poznamo in smo začeli rekreativno odbojko v naši telovadnici v Staršah, ne. Ja, in še danes moram reči, da je to najbolj organizirana ekipa, redno 12 do 14 pride vsak četrtek, 2 uri, rekreacije, tuširanje, pol pa kako pivo ali pa sok ali pa bilo kaj, pa par besed, pol pa gre vsak na svoj dom, ne. Tako da to je tudi bilo, ja, res nepozabno. No, in pri odbojki, a ne, si pa ti v bistvu oko zgubo, ne? Ja, no, to pa je bilo... Da greva malo tudi v to smer. Zdaj to mojo, ja, to pa je bilo leto 2013, sem jaz na odbojki toliko na mreži, ne hote, vse veste, pod mrežo ti nogo, verjetno prek da kdo, in sem zdrsnil po nogi in sem vdaral z levo arkado v steber, ne, ker stebri niso zaščiteni v telovadnici na kovino, ampak nič, da bi to dosti bilo, da niti arkada ni bila krvava. Ampak samo je meni pred očesom lebdelo. Vse mogoče je moja napaka, ali pa jaz mogo takoj takrat se stoširati, pa iti v Maribor zdravnikov, na urgenco. Mi smo pa drugo jutro, ki smo hodili par let v Zadar, veste, tam pred aprila meseca, drugo jutro smo pa prijatelji imeli dogovoreno, da ob 5 že krenemo na morje in seveda jaz se stoširam, grem domov, niti nič ne rekel, nekih bolečin ni bilo, samo lebdelo mi je pred levim očesom. In gremo mi menda 4 dni v Zadar in meni isto, gledam dol na morju, meni lebdi, ne, vse lebdi, seveda. In potem se vrnemo domov, najkrajšo pot najdem, da pridem na očesni oddelek, Mariboru mi pregledajo, ja, pravi gospod, vi bomo tu ostati, ker imate povečan očesni pritisk na levem očesu. Jaz sem rekel, kako boste rekli, doktor, in seveda sem jaz v bolnici ostal. No, in sem bil menda takrat 10 ali 12 dni v bolnici v Mariboru in so mi davali, ampak te sem še jaz videl, ne, samo lebdelo mi je. Pa so mi neke pečate davali not, pa to, in seveda potem se me na levem očesu začel zapirati vid, na levem. Po 3 mesecih, to se približno, ne, to je bilo 3 mesecih potem, sem jaz popolnoma bil slep na levo oko. Predi se ni videl, predi, ampak videl nisem, ne. Seveda pol so to preizkušnje delali, so se trudili, celo profesor Gračner me je imel skozi to, ampak glej, no, in sem jaz vid zgubil. Ampak, ker sem na levem nisem več videl, seveda jaz sem si takoj, ko sem šel v penzijo, čoper kupil, z veseljem se z motorom vozil, avto, vse to naprej. In 90% mojih prijateljev ni vedelo, da jaz na levo oko ne vidim. Jaz sem celo, ker sem pa več kot 60 let tudi gasilec, ne, sem takoj gasilsko društvo so pol preklopil Zlatoličje, že prej, in sem tudi gasilec tu in sem potem redno tekmoval še tu pri veteranih, pri gasilci, ne, tu pa tam je bila kakšna napaka pri hidrantu, ker sem mogoče korak premalo stopil, ne, to smo pol skupaj ugotavljali, jaz sem pa vedel, da nisem, ne, tega zornega kota videl. No, in 90% pa ni videl, jaz normalno motor vozil, avto vozil, vse vredno. No, pa je pa prišlo leto 2017. 2017 sem pa ženi pomagal, pa ne da bi teža bila dati koritev, ker ima veliko veselje z temi rožami, dol in naenkrat čista megla na desnem očesu, ampak nič več kot 5 sekund. Ojoj, to pa je pa resen znak. Najkrajšo pot, sam se jaz vid normalno bil, samo tistih 5 sekund. Jaz kar v avto sedem, pa se sam peljem, Maribor, parkiram v avtohiši, grem not na urgenco, seveda zdravniki na stolte dajo, gledajo, pravi, pritisk imate povečan, boste mogli tu ostati. To je bilo glih okrog Martina.
Mi smo še nastop takrat imeli, ker v zboru pojem, še tudi danes gasilskem iz Zlatoliče. No, ampak to, dobro, sem rekel, če moramo stati. Ne? In da skrajšam po 3 dneh, ko sem jaz bil tam, te kapek sem se sam dal čez vikend, tako vete, kak je v bolnici, pa to nič. Videl sem, nisem imel problema, bolečin tudi dobenih. No, po 3 dneh pa jaz zopet dobim to čisto temo. Seveda sestra, tisto najkrajšo pot pride dol, pride doktorca, me da na stol, tam, ker imajo že na oddelkih te priročne volante, pravi, ja, nič boste mogli iti z mano v 3. štok, Mariborsko bolnico, govorim, pa je naredila doktorca 3 posnetke. In ko ona naredi posnetke, tako vis-a-vis meni sedi, ja pravi, saj to je nemogoče prvič, pa pravi drugič, pa tretjič. Je rekla, gospod Šprah, veste, kaj se je zgodilo? Vi ste dobil strdek v centralno veno, to se pravi, za to, kar gre na oči gor, ta vena gor. Da sem dobil strdek in ta strdek, se veste, zaprl je normalno užilje ta del in živec je že kar hitro potem šel. In seveda, ne, to je bilo, in jaz seveda nisem videl več nazaj dolgo dobenega. Ampak res, takrat sem si hueto se videl. Videl sem svetlo, to se pravi, pa temno sem videl, ne, pa si hueto sem videl. Ne. No in takrat je zdaj, kjer ste, ker sigurno med nami, ki tudi se danes pač poslušate, ki imate z vidom težave, eni večje, eni manjše, je to en velik udarec. Ne. Milan, sam sekundo, Darinka se nam bo javila iz Pule. Se je zdaj priklopila. Darinka, izvoli, da trenutek je beseda tvoja. Hvala. No, dajmo, Darinka, vklopi mikrofon. Evo. Dober dan. Dober dan. Lepo zdrav iz Rovinja, iz obale, oziroma z obale. Valter se je spomnil in rekel, zdaj si pa pozabila na Zoom in dobesedno sem pozabila. Skratka, ne vem, če vidite moje ozadje, malo morja, smo tik ob morju, zvečer ima Valter prvi nastop v Puli, na stopnicah Cerkve svetega Antona Padovanskega. Z nama sta še 2 pesnika, zdaj smo že srečali pesnike iz Sarajeva, iz Zagreba, tako da je kar pestro, jutri še v Rovinju, v nedeljo pa se vračamo domov, je zelo toplo, fino, posnetek tvoj, Milan, pa bova pogledala doma v Mariboru, midva z Valterjem, tako da verjamem, da vam je bilo zelo zanimivo, ker imaš zelo bogato življenjsko pot. Skratka, lep pozdrav do konca. Žal mi je, da nisem prej uspela, ampak kot sem rekla, lahko pogledam nazaj. Darinka, zelo sem pozitivno presenečen. Me veseli, da slišim tvoj glas. Veseli me, da si z svojimi najbližjimi na obali. Mnogo uspeha vam želim dol. Ne? Lep pozdrav vsem, Valterju tudi, ne? In ostalim. Tako da, lepo se imejte, ne? Pa lepo vreme vam želim, koliko ste še dol. Ja, najlepša hvala, Dušan, lepo jih pozdravi na kulturniškem vikendu. Midva pa se slišiva, ko v ponedeljek ali pa torek tudi z Dušanom, ker prihaja v Maribor. Ja, v redu, Darinka, zdaj si me izdala, v redu. Lep pozdrav v Rovinj, pa v Pulo, pa James Joyce pozdravi, te veš. Grem se slikat k njemu, se veš, ne? Hvala, ja. Adijo, lep dan. Hvala, pa se opravičujem, ker smo naredili tale mal prekinitev. Ne, prav. Milan, zdaj pa tisto, kar zdaj pogovarjala, ne? Ti si rekel, da ko si oslepel, ne, da je bilo strašno hudo, ne? Celo na samomoru si razmišljal, ne? S tem, to je res, moram reči, se veste, kot je to povedal tam, da je to zelo težka zadeva, ampak je bilo konc sveta, ne, konc življenja. Ja, gledajte, tam na postelji ležiš, vidiš, ne, in začneš razmišljati. Jaz sem bil v 69. letu, res sem imel to srečo, malo sem vam opisal, danes tudi bogato, bi rekel to, ne vem, izobraževalno, poslovno življenje in tudi privatno življenje. Moram reči, da sem imel veliko srečo, da sem dobil zelo prijetno ženo, ki me zelo razume in tak naprej. Ampak meni je začelo tleti, da ne bom zdaj kot dojenček tam ne vodil, ono, da se ti to zgodi.
ko prijem domov pištolo, ne, ker to so mi še za spomin dali, takrat eno novo Valterco tudi, pa res, da bi si vzel življenje. To sem ene 2 dni tehtal, ampak sem, gledajte, bi rekel, na levo dlan, če bi tako rekel, dal vse pozitivne stvari v življenju, ki sem jih imel, pa naprej, ki ne poznaš ta svet teme, ne. In nekako je pol prevagalo to, glej, se bom. Res pa je seveda, da so takoj veliko razumevanje imeli moji, to se pravi hčerka, žena, zet, vnukica, pa seveda moji veliki prijatelji, gasilski, športni prijatelji, ko sem se vrnil domov, ne, tudi takoj prišli k meni, da ker zdaj že 11. leto pevski zbor tu, pride redno po meni, hodim še vedno, to se pravi nastopamo po Sloveniji, Hrvaški, pojemo in tak naprej. Težje seveda se učim, ker not ne vidim in tudi oni potem to posnamejo, se trudijo z mano, ne. In dobro, da sem ta korak naredil, da nisem najhujšega, no tak, če bi rekel. Je pa to težko. Zdaj še bolj razumem vas, cenjeni kolegi ali pa kolegice, predvsem tiste, ki nikoli niso imeli možnost videti sveta, to možnost sem jaz imel. Imam danes seveda vse te, če lahko rečem, prelepo slovensko naravo v svoji glavi, imam tudi, bi rekel, te lepe spomine v glavi in tudi, kje se peljamo, rečejo, tu smo pa to smo, vedno vem, ker sem le imel to priliko, ne, da sem jaz poznaval marsikateri pa ni tega, mu življenje ni dano, ne. Tako da je to težki udarec. Moram pa reči, da potem seveda, kaj zdaj narediti, takoj sem se nekakor uglasil na društvu v Mariboru, ki pa moram reči, so me zelo, zelo lepo, prijazno sprejeli, tudi povedali v bistvu, kaj lahko pomagajo oni, kaj lahko jaz sodelujem in tak naprej, kak je s tem, sem se dosti tudi seznanil s te stvari, se tudi vključil aktivno v našo društvo v Mariboru, to mi je bila tudi velika opora, pa enako v svojem kraju sem pa začel, ne, seveda zdaj sam ne morem, ali pa bi tako rekel, okrog hiše ni problem, pridem se sam na tekalno stezo, ki imam tam še pa kolo, pa to čisto sam tudi to obvladam, ker vem, ki imaš toliko stopnic, ono to poznate, ker imate te težave. Žena mi pove, kaj ne oblečem in tako hranim se, seveda sam teh težav ni toliko, so neke bolezni zdaj še dodatno prišle, ki jih prej ni bilo, ravno okrog teh pritiskov srca, pa to, pa sem bil, se pravi, jaz sem pri 53 letih nogomet končal, na Pohorju v Rušah smo igrali, ravno tekmo sem gol dal, sem rekel, tak, zdaj sem pa nehal, ne, in sem mislil kot neki športnik, da me pač ne bo zadelo to, ampak pride, gledajte, ne izbira pri tem, ne izbira, eni tak, drugi pa tak. No, tako da je bilo zelo težko, moram reči, pa smo tudi te seminarje, ženo, kar prireja društvo, smo rada poslušala, kaj lahko, kaj tak naprej in to pa, da si moš pač tudi sam nadaljevati. Res pa. Rad pa zelo rad knjige bereš, ne? Celo 300 metrov pod zemljo si bral knjigo, ne? To je pa res, ja, viš ti pa dosti poznaš iz tega, ja. Ja, to pa je bilo tako, no, nisem Velenje prej, imamo čas še ta, da... Ja, imamo. No, z Velenja mogoče eno... Te moraš še ljudem še dati besedo, ne, da te bo še kaj vprašali, zato pa zdaj te končujeva, ne, počasi. Ko ravno Dušan, ja, omenil, no, to bi samo rekel v Rudniku, sem bil res neki fenomen, negativen, po drugi strani pa bi rekel pozitivno, veste, jaz sem si poškodoval prst, ne, in takrat bolniško nisem hotel iti, to so meni zavili in tako je, zdaj ne moreš ti delati tam na odprtem čelu, so te pa dali k tekočemu traku, kar pomeni zvočni signal, da eno stikalo izklopiš. To je pa prostor, ki je dobro osvetljen, tam, ki pride po tekočem traku, premog se, bi rekel, sesuje na drugi trak, na tretji trak in tako gre vse do dvigala, oziroma ki vozijo ven premog z Rudnika, ne. In sem jaz tam pravzaprav dobenega dela, ni, ne, samo če oni pozvonijo. In sem jaz se knjigo to, se spomnim pod Svobodnim soncem, tega Finžgarja čital doma že, ne, pa še me je ostalo, mogoče, ne vem, 23 strani in jaz ne vem, kaj me je te prejelo, da se jaz to knjigo vzemem v Rudnik in seveda polvinil, vse uvijem not, ker dol je vse črno, to je jasno, ne, kaj primeš. No, in seveda jaz tam to knjigo čitati poleg, ne. In naenkrat, odkot se je vzel ta nadzornik, ne, od zadaj, jaz sem sicer hiter bil, ko sem slišal, da nekdo pride iz to knjigo, tam ven ena tiste predalje, bil hitro not stisnil, ne.
No, on kaj je novega, on se pogovarja, sem rekel, v redu. On odpre gor, seveda vidi to knjigo, ne. Ja, kaj pa te zdaj to? Jaz sem rekel, gledajte, mojster, jaz pač, to zdaj sem poleg, sem pač to malo pogledal, ne. Ja, pa ti veš, da to ne smeš, pa tako naprej. Dobro, da skrajšam. In ta knjiga potem je prišlo v šolo. Seveda do ravnatelja, ne. Šprah je pa čital knjigo v Rudniku, ne. Tako je rekel, mislim na 480 metrov je bilo proti Šoštanju. No, in me kliče ravnatelj, ne. Ravnatelj pravi, ja, kaj si ti, sem rekel, ja, gledajte, gospod, to je bilo tako, sem vam zdaj povedal. Je rekel, ja, pa veš, da tega pa res, to se še pa ni v zgodovini zgodilo, da bi v Rudnik pod zemljo nekdo knjigo čital. Sem povedal, kako je to bilo, ne. Vse na koncu je pa rekel, glej, to si pa res edini, ni dobene kazni bilo pa nič, ne. Ti si menda edini, je rekel, ki je knjigo v jami čital, ne. Ker sem pač bil poškodovan, tam nisem imel nekega dela in tako naprej, to je res, to je bilo. No, kar se pa tiče te knjige, jaz sem ljubitelj, bil že prej, dosti. In tu mi je pa dal, bi rekel, novi zalet, ali pa bi rekel veselje, ko sem slepel, sem si takoj ta predvajalnik nabavil, ne, za poslušanje teh knjig. In sem potem se navezal v stik in moram reči, so pohvalil tukaj Dušano, so pohvalil, on je bil takrat tam na ravno tem mestu, da sem glih na njega takrat, mi je vse razložil, kako postope, kako lahko ono in tako naprej. In moram vam reči danes, da s knjižnico, ali pa ona z mano, tako sodelujemo in Dušan me je uvedel, bi rekel, v to not. On je že tudi vedel, kaj rad čitam, jaz nisem za šunt romane, jaz nisem za neke velike ljubezenske, mene zanima zgodovina, vojne, osebnosti, krivice ljudem, ki so dogajale se in tako naprej. Moram reči danes, da sem približno na cifri preko 600, lahko rečem, preko 600. To me je tisti prostor zelo, zelo zapolnil. In Dušan, še enkrat iskrena hvala, da si me ti vpeljal to not, potrudil si se in mi tudi vse svetoval. Tudi danes Luka, pa še ena punca, ki tam dela, že oni poznajo, jaz niti ne naveč, veste, oni že vejo, kaj jaz rad, to je že Dušan, vem, da jih navado, pa on vedo, kaj jaz prav za vsebine rad čitam in oni meni avtomatsko pošljajo po 6-7 knjig, brez da sem jaz rekel, kaj bi rad. In veste, da ene nisem odložil, da je ne bi prečital. Vse nekako to špila, ne vem, kak je pri vas, ampak jaz dobesedno vejo, kaj jaz rad čitam. Ja. Ne, to je res, to je, kako bi rekel, za pohvaliti, da imamo takšno knjižnico bogato, da se nove knjige, prevajajo na naš medij. Prilagajajo. Prilagajajo, tako, me zelo, zelo veseli, to je res in je treba to še bolj podpreti vseh strani. Čakaj, koliko knjig si zdaj prebral, vse ti veš na pamet, mislim, ti s tvojo sistematiko in s tvojimi možgani, ne bom zdaj točno, ampak mislim prek 600. Vse sem rekel, enkrat se imate vi točno. To je v enih 6 letih, ne? Tako. Potem, ko smo slepel, ja, zdaj bo 600 letos, ja. Ja, imam na primer 6 doma, to je tedensko, 10 dni gre to, ja. Dober, lejte, dragi moji, jaz sem tako približno izčrpal. Milan, upam, da si zadovoljen z predstavitvijo, mi da bi se še lahko pogovarjala še 2-3 ure glede na tvoje življenje. Mislim, da je čas, da damo besedo tudi ljudem, ki te poznajo ali pa so te zdaj spoznali. Evo, Niko je že dvignil roko. Niko, izvoli. Niko, ne slišimo te. Mikrofon vklopi. Niko, mikrofon vklopi. Niko. Ja. Evo, se slišimo. Vse slišimo. Ja. Ja, Milan, lepa tvoja zgodba, na koncu tudi, bi rekel, žalostna. Jaz bi rekel, da sem dal eno tako podobno zgodbo tudi skozi, samo v mladih letih. Jaz sem v roku pol leta tudi izgubil popolnoma vse, vid. Ja. To je ena zadeva, kaj zdaj knjižnica, sem že tako rekel tudi Dušanu, da je za mene nekaj fantastičnega našega. Jaz sem mogoče še v toliko na boljšem, ker si iz Ejsa vse jemljem sam dol, kar hočem, izbira je ogromna, teda to je. Bi se pa malo povrnil tudi, Milan, ta muzej
v Velenju rudarski, to moram reči, da imam sošolca tam, je blizu doma, Ja, in se vsako toliko časa dobimo. In smo bili v tem muzeju in tudi v tisti dvorani, mislim, da je okrog 170-180 metrov v globini. v globini, ja. Ja, smo imeli eno malco, bilo je, lahko rečem, fantastično, ko to vidiš, pa ko se pelješ tja v tisto luknjo noter, to je en tako občutek, pol so pa še neki posnetki noter, Točno, ko film tisti, prikazuje, kako hoja konja. kako na čelu odprtem kopljev, ja. Tako, ne, te stvari, tako da je to bilo res, moram reči, lepo. Bi pa te vprašal nekaj. Ja. Jaz sem imel prijatelja, to se pravi, je delal v livarni, on je, mislim, da celo isti letnik kot ti. Ja, In je delal šolo rudarsko tudi v Velenju. ja. No, on je bil z Maribora, pol šel pa v livarno. Piše se pa Bizjak Zdravko, če ga mogoče bi se spomnil. Bizjak, veš kaj, priimek mi je znan, moram reči, da bi pa neposredno, veš, ker smo bili A, B tudi, ne? Ja, se razumem. To. No, mi pač pa je mislim, znan, slučajno, znan. če bi, ne. Mi pa je znan, mogoče, če bi kaj več kdaj navezal, bi hitro skupaj prišla, če je bil generacija 63, 66, ta šesta, veš? Ja, bil je sigurno, ker je nekje, ali je Jaz- leto mlajši, ali pa celo isti Ja, letnik kot ti. Lahko da je to, ja, to bi mogel vedeti. Ne, zato sem vprašal. Je pa mi znan priimek, da bi pa tako neposredno, pa moram reči, da Pa ne. ne. No, jaz ne bi zavlačeval, mislim, da je bila v redu vdaja. Lepo je slišati, kako pravzaprav ene probleme dajemo kot invalidi, to se pravi slepi skozi. Jaz bi takole rekel, ne, da tudi mi, ko smo iz mladih let, pa to bi lahko kar kakšen roman napisali, kako Ja, zgodbo. seveda. Kaj vse smo skozi dali, ko smo se zaposlili, tiste probleme, kako si bil uspešen. Vsak ima svojo sem bil zgodbo, v vsak. mariborski livarni, tam sem sodeloval v šahovski sekciji, takrat smo imeli te sindikalno ligo šaha, ne. Smo tam igrali, pol sem bil v biciklistični društvu, smo imeli, sem prevozil 8 maratonov. Pa to se niko videl ti takrat, če... Ne. Slep. To pa začestita. No, so mi fantje v livarni naredili tandem, ker tisti, kaj se je dalo kupiti, je bil Prešvok, to se vse... Ja, bravo. No, in tudi Pohorskega, 154 km dolgi maraton. Okrog Pohorja, bravo. Tako da mislim, da je pač bilo to od posameznika odvisno, koliko se je v kaj vključil, ne. Ja. Tako da, no, toliko ne bi preveč zavlačeval. Lepo, ja. Kdo drug imel kaj za vprašati, pa se pogovoriti. In pozdrav, Milan, ti pa še tvojo gospo pozdravi. Hvala ti enako doma. Ja, hvala. Pa Niko tudi, ker smo toliko na vezi, bom rekel, hvala ti, veš, Niko se moram zaradi ostalih povedati, zelo potrudil je bil tudi pri meni, namreč jaz bom umrl računalniško pismen, da odkrito povem. Poslušaj, si še kaj poskušal, še boš? Veš, kaj je škoda, da si predal čbek doma, ne? Vse jaz malo toliko, da veš, nisem pa, veš, zakaj imam te probleme? Jaz sem imel 22 let tajnico, v končni fazi sem bil Viktor, se veš, citiral nekaj in jaz nisem pisal z 10 prsti. To je veliko. Vse me razumeš, ne? Jaz mislim, veš, ti si vztrajen, pa tudi v teh letih, vse se da marsikaj naučiti, ampak tipkovnica je pa pri slepih odločilna, ne? Točno tako si rekel. To je pa odločilno. Točno tako si rekel in to moram reči, da imam težave, veš, tudi nimam koga, da bi tu bližje bil, ne, da bi mi tisto... Ja, se to je, daleč smo. Plus tega ti imaš malo drugačen program, ko sem ga jaz imel, ko sem začel tu malo delati na tem, ne. Drugače sem pa jaz računalnik prej vladal v smislu, da sem si filme, lepo glasbo, not slike, pa to sem vse vladal, veš. Te zadeve je pa zdaj problem, kar si rekel, jaz moram vladati črkovno, pa vse to, ne. Ja, dosti truda, veš. Tako, hvala ti, Niko, za pomoč tudi, pa pozdravi prijatelje moje tam dol v tvojem. Ja, ok, Šeberta, Toneta, ne. Pa obljubili ste, da mi pridete sem, Čubrič. Ja, sej. Dobro.
Lepo. Bosta se slišala. Hvala, hvala, Srečno, hvala. vsem ostalim Srečno. tudi pozdrav. Dobro, še kakšno vprašanje? Še kakšno vprašanje? Biserka, ti si imela tudi neke nepodobne zadeve, si tudi po neki operaciji poloslepela, a ne Biserka? Ja, pozdravljeni. Ja, jaz sem tudi, jaz sem pa 2007 pač isto glavkom, se smo se z Milanom, Milan pozdravljen. Zdravo, Biserka, ja. Bravo. Midva smo tudi skupaj se vozila na avtobusu, ko smo šli pre Manturo in tako Točno. en za drugim. Ja, Ko je hotel Milan nekaj poslušati, pa sem imela na srečo radio zraven. Ja, drugače, meni se je tako nesreča naredila, da sem pač šla na operacijo isto glavkom. Ja. Jaz sem ga skozi dobro vzdrževala, ampak je zdravnica pač pri 33 naredila silo. Jaz sem pač bila tista, da pač do tega ne bo prišlo, ampak se je zgodilo, ker so pač oko odpirali in ne vem, so imeli študente, kaj meni so spacali oko, je priznala napako, tako da tu ni več rešitve, ne povrnitve. Isto sem bila tako kot Milan v stiski, sina sem imela v drugem razredu, prej sem lahko z njim hodila vsaj s palco, da smo se nekako, ko sem bila slabovidna, potem pa mi je bilo to res udarec. Vse od začetka, prestavila sem se v Maribor, tako da smo vse začeli, zelo je bilo težko, ampak sem isto tako si pri sebi razčistila, tako kot Milan, pa dala na eno stran pozitivno, drugo negativno. In pač otrok je bil in moraš misliti naprej in na svojega otroka in živeti naprej in se boriti naprej. Ja. Super, super. Pridejo še druge stvari, so prišle, no, ko Milan sigurno veš, potem še pridejo take nesrečne druge zadeve, ampak zdaj sem, hvala Bogu, moram potrkati v redu. Tako da moramo se boriti, ne smemo se oddati nobeni stvari, je pa zelo težko, je bilo zelo, zelo. Biserka, to je res, mislim, čestitam ti tudi, da vsake bitke, bi rekel, prideš ven mogoče močnejši, kar pa je seveda zelo težko. Ja, hvala Milan, res. A letos greš tudi, če ta izkoristim, greš? Ja, prijavljeni. Te smo pa tako srečali. Ja. Hvala za vključitev. Ja, Biserka, se tudi ti bi imela lahko dvakrat večjo zgodbo, kot jaz. Vsak ima svojo, veste? Tako je. Vsak ima svojo plat. Tako je, vsak ima svojo plat, vsak ima svojo zgodbo, križ nosi. Točno. No, jaz upam, da bomo še kdaj še takole se pogovarjali. Milan, hvala ti za tole lepo uro pa pol. Tudi vam, vsem ostalim. Bilo nas je od 7 do 11. Tako mislim, da je kar ena lepa številka za vreme in za glede na to, da je že čas, ko ljudje hodijo v tem času ven. Hvala, da ste si vzeli čas za današnjo petkovo Zoom kavico. Še bojo ene 2 kavici zdaj pred poletjem, tako da... No, mi pa tudi imamo tu zdaj občinski praznik. Aha, ja, točno, Milan, to sem pozabil povedati, zdaj sem se spomnil, da Milan je bil zelo aktiven v občini starše, in tako da mu bojo jutri podelili zlati grb občine, in Milan, za konc ti čestitam. Hvala lepa, hvala. In jaz upam, da še boš kakšnega dobo kje drugje, ker zaslužil si. Tako da... Hvala lepa. Skratka, vidimo se naslednji teden, ko bo Nika imela, zdaj ne vem točno kaj bo, ampak tako da še se vidimo. Držite se, bodite mi zdravi, veseli, in naslednji teden se pa spet vidimo. Hvala vam, adijo. Hvala za sodelovanje, tako lep dan, lep vikend. Dušan, hvala lepa. Maham. Čudovito kavico. Dušan, a imate mogoče kdaj v planu, da bi Sandija Novaka dali, on je tudi tako
zanimiv človek, maratonec in je Sandi Novak, kolikor vem, o Sandiju Novaku piše knjigo Tadej Golob. tako. No, in ko bomo knjiga išla, bomo pa vsekakor ga imeli kot gosta. Super, avtobiografijo piše, ja? Ja. Redo, Dušan. Tako da, hvala vam vsem skupaj, maham, Hvala. zaključujem, adijo. Hvala, adijo. 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 Lepi vikend, pa zdravi. Enako, hvala. Enako.